Danes nekaj besed o drugem zakonu, zakonu dajanja. In sicer gre za preprosto razmerje med dajanjem in sprejemanjem. Dejansko gre za dva vidika energetskega pretoka v vesolju. In ko zastane ali dajanje ali sprejemanje, dejansko tok ustavimo, rekli bi, da obstane krvni obtok v našem telesu. Zato pogosto slišimo misel, da mora na primer denar krožiti, ali pa da se ribnik usmrdi, da ga moramo nekako prečistiti, prevetriti. Najbolj je temu zakonu dajanja v bistvu izpostavljen odnos. Odnos, ki ga gradimo sami s seboj in z drugimi. In ko se lotevamo 21-dnevnega posta ali se lotimo katerekoli diete, je zelo pomembno, da ponotranimo tudi ta zakon dajanja. Namreč, če bomo sprejemali našo odločitev v smislu, da se zdaj odrekamo svojim, ne vem, najljubšim sladicam, pijači, hrani, bomo energetsko oslabljeni vstopili v ta proces razstrupljanja telesa in duha. Če se osredotočimo na to, da bomo svojemu telesu in duši, če hočete, dali s tem, da si bomo dovolili najprej prečistiti vse, kar vase vnašamo, tako v naše črevesje kot v glavo, torej razstrupitev tudi misli v naši glavi, potem bomo vstopili v proces posta na višji čustveni vibraciji in bomo imeli več možnosti, da ta proces pripeljemo učinkovito do konca. Zelo pomembno pa je, ko se sprašujemo pri tem zakonu dajanja in sprejemanja, vprašanje namena. Torej, zakaj nekaj počnemo? Jaz sebi sem že odgovorila, zakaj se bom lotila 1. aprila letos še spomladanskega posta, po tistem oktobrskem, prvem jesenskem lani, ko sem pri 54 letih popisala svojo izkušnjo tudi v že razprodani knjigi Razstrupi se, 21-dnevni post, prisluhni si. Torej, tudi vi, ko se soočate s tem, da boste nekaj dali, pa seveda to ne samo v materialnem smislu, ali nekaj sprejeli, se morate najprej povprašati po namenu. Zakaj dajem, zakaj sprejemam? Je pa tako kot v prodajnem procesu, ko morata tako darovalec ali ponudnik storitve kot obdarovanec ali prejemnik storitve ali izdelka biti nekje osrečena, torej zadovoljna, oba, se je treba nekje soočiti s tem, kaj bomo z dodajanjem neke energije, morda bolj zdrave hrane, drugačnega načina prehranjevanja, svojemu telesu dali, da se bomo v njem boljše počutili, kaj pa bomo s tem, ko bomo nekaj sprejeli, kot da nam ne odgovarja in bomo to odvzeli, ta vir energije, v bistvu enako prispevali k izboljšanju počutja. Pomembno je, da pri dajanju dajemo od srca in brez skritih računov. To lahko zelo dobro povežemo z brezpogojno ljubeznijo, ki jo matere, očetje seveda čutimo do naših otrok, ko je nekje izključno poslanstvo vsega, kar dajemo v tem, da bi se v življenju postavili tako, da bi bili preprosto zadovoljni sami s seboj in srečni. In tista prava starševska ljubezen je nepogojevana ljubezen, ko dejansko ničesar ne pričakuješ v povračilo. In ravno na primeru ljubezni lahko najbolj pojasnimo ta zakon dajanja in sprejemanja od srca brez skritih računov. Preprosto se moramo namreč naučiti imeti radi sebe, da bi sploh lahko ljubezen izkazovali še komu drugemu. In 21-dnevni post dejansko dvigne to vibracijo zavedanja, očiščenja tega, da nam je enostavno mar, kaj damo vase in nase, torej da prečistimo telo in duha in se konec koncev imamo rajši. Zdaj, kako uresničujemo ta zakon dajanja, ne glede na situacijo v življenju, ki je lahko težka, omejujoča,
Približno tako, da se naučimo sprožiti proces obdarovanja, kamorkoli pridemo in s komerkoli smo. To je seveda lahko kdaj tudi velik izziv, zato je potrebno izvajati in notranje vaje, in meditacijo, in delati na sebi, kot si vsak dan umivamo zobe, torej da smo v primerni vibracijski sestavi, da smo polni nekje energije in da predno dajemo, dejansko moramo nekje vzpostaviti ravnovesje v samem sebi. Zdaj pa, kaj dajemo? V naši družbi, ki jo velikokrat imenujem plastik fantastik, kjer imamo všečke, sončke in podobno, kjer ne gremo več globoko v vsebino, ki se skriva za nekim dejanjem ali za nekim sporočilom, smo osredotočeni v bistvu, da lahko dajemo samo materialno. V svetu, v katerem živimo, če si prisluhnemo, pa je zelo pomembno, da dajemo spoštovanje, nasmeh, ljubezen, zaupanje. Da, na primer, otroku, ki je razvarovan v neki življenjski situaciji, ki mu pada morda občutek samozavesti, ki ne dobiva potrditve v nekih osnovnih dejavnosti, v takšnem momentu, na primer, zaupamo in damo ključ od avta, da mu pokažemo ljubezen, zaupanje vanj. Da nasmeh nič ne stane, vemo že dolgo, pomembno pač je, da je iskren. Da spoštujemo najprej sebe, torej tiste meje ali pa tista napotila, ki si jih damo, ki si jih zapišemo in jih spoštujemo, da dvigujemo svoj osebni transakcijski račun, kajti če ne spoštujemo sebe, dejansko ne moremo spoštovati tudi drugih. No, pri zakonu dajanja bi vas morda opozorila še na en vidik, ki ga zaznavam v naši družbi. Namreč velikokrat ljudje pričakujejo dajanje brezplačnih storitev od intelektualnih storitev, medtem ko za fizično opravljeno delo je samoumevno, da se v bistvu izstavljajo računi. Torej, ko se boste ukvarjali z sprejemanjem in dajanjem, morate vendarle pri sebi potegniti ločnico. To, kar vam zagotavlja eksistenco in od česar živite, znanje in izkušnje, ki jih prodajate, jih prodajate z namenom, da nekomu energijo dovajate, torej da mu rešite problem ali da mu slabo energijo odvzamete in seveda brez slabih občutkov imamo pravico za to izstaviti račun. Torej, ne dajemo tistega, kar nam v življenju omogoča in zagotavlja eksistenco. Dajemo pa lahko marsikaj drugega na človeški energetski ravni in seveda tudi v obliki storitev ali izdelkov, če presodimo, da imamo nečesa preveč, preobilja in ima nekdo drug premalo in lahko naredimo nekje, bom rekla, energetsko izmenjavo, izravnavo. Torej, če povzamem. Zakon dajanja je prav tako zelo pomemben, ko se lotimo dela na sebi, ko se podamo morda v 21-dnevni spomladanski post, se prvih 5 dni posvetimo vodnemu postu, kar pomeni, da uživamo dokaj neomejene količine tekočine, voda, čaji, različne puste juhe. Jaz sem za spomlad izbrala potem sadne smutije, sadno-zelenjavne, medtem ko sem jesenski post na primer izpeljala z različnimi toplimi juhami. Skratka, vprašajte se, kaj bom v bistvu sebi dal, ko se bom podal na pot razstropitve telesa in duha, bodisi s spomladanskim postom, bodisi s prehodom na neko novo dieto, ki bo spremenila moj vzorec življenja in navad, bodisi z generalnim čiščenjem stanovanja, ko bom prečistil omare z zavedanjem, kdaj sem nazadnje oblekel to obleko, ali je še nekje energetska vez med to obleko in mano, ali je čas, da odide iz te moje domače omare. Skratka, vse, česa se lotimo z naslova dajem, sprejemam, se najprej vprašajmo po nameri. In če je namera iskrena, potem tudi rezultat ne more izostati.